Ja, pravična družba je lahko karkoli, zagotovo mora pa en pogoj izpolnjevati, ne. Odnos do revščine. Zdaj, tu, če se vprašamo, v kolikšni meri je Slovenija pravična družba, seveda prvič, imamo revščino, drugič vprašanje, kakšen je družben odnos do tega. Ali je to sploh problem ali ni, to je odprta debata. Za marsikoga, na katero bi morali, po mojem mnenju, odgovoriti takole. Revščina je predvsem najprej itak problem za tiste, ki so v revščini. Tu mislim na absolutno revščino, torej za skupine, cel sloj ljudi, katerih življenjski stroški ne zadostujejo za osnovno preživetje. Mimogrede, ne, imamo 2. člen v ustavi, ki pravi, Slovenija je pravna in socialna država. Socialna država to pomeni, da si država ne sme dovoliti, da v premajhni meri pomaga ali pa sploh, da ne bi pomagala tem ljudem, ki so v revščini, ne. Tako da to je tudi konceptualni, socialni in tudi pravni problem, če imamo revne. In to ne glede na to, ali imamo veliko število revnih, ali jih imamo manj, ali imamo pa samo enega. Ključna zadeva je v prerazporeditvi. Kako, zakaj se spremenijo, kdo zdaj, ne, dobi več, kdo manj, to ni stvar tega, kdo kaj in koliko dela, to je izključno stvar moči posameznih profesij in pa povpraševanja na trgu delovne sile, ne. Velja tudi obratno. Če imate pa oziroma ohranjate problem, kar je pri nas, bi rekel, tradicionalen, ne, da minimalna plača niti po zadnjem štrajku delavcev ne dosega praga preživetja, življenjskih stroškov, je tam odločno pod 900 evri, ne, za polni delovni čas in seveda tu govorimo o delih, ki so izrazito težka in tako naprej. Potem seveda morate imeti nek drug sistem, da stimulirate te, ki prejemajo minimalno plačo, da sploh hodijo v službo. In ta drug sistem je socialna država, ki skrbi, da so socialni transferji pod pragom preživetja. In to je izključno političen problem pravičnosti, ne. Torej, če dopuščate minimalno plačo v višini, ki ni dovoljšna za preživetje, za osnovno preživetje, potem seveda morate prejemnike minimalne plače strašiti, da obdržijo delo, s tem, da je še hujša varianta, ne, da bodo brez službe, takrat se pa sploh ne bojo mogli preživeti. Tako da v tem smislu je socialna država se žal vse bolj spreminja v sredstvo za zbijanje cene delovne sile, ne, in to je problem pravičnosti.